Od oktobra so cene dizla in 95-oktanskega bencina liberalizirane, zdaj se tako kot cene vseh ostalih derivatov prosto določajo na trgu. Po burnem odzivu se je v slabem mesecu in pol spremenilo bolj malo, a najprej se vrnimo nekoliko v preteklost. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov je vlada določala od leta 1999. Zakon o kontroli cen sicer predvideva, da so tovrstni ukrepi izredne narave in naj bi trajali največ eno leto, pri čemer se lahko v utemeljenih primerih obnovijo. Leta 2016 je bil izpeljan prvi korak deregulacije cen nekaterih naftnih derivatov, in sicer 98 ali več oktanskega bencina in kurilnega olja. Pozneje istega leta je vlada sprostila še cene vseh naftnih derivatov na avtocestah in hitrih cestah. Marca lani je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z namenom obveščanja potrošnikov o aktualnih cenah na posameznih bencinskih servisih vzpostavilo spletno aplikacijo goriva.si. Pravo vrednost je stran dobila 1. oktobra, ko so se, kot rečeno, sprostile cene dizla in 95-oktanskega bencina. Na eni od ljubljanskih bencinskih črpalk smo vprašali voznike, ali se pozanimajo o cenah, preden natočijo gorivo. Ja ne, tankaš v avto, ni tako velike razlike zdaj, da moraš gledati na tistih par centov. Jaz osebno ne, torej oči se to pozanima, pa to, jaz drugače se ne pozanimam v teh cenah. Sam pogledal sem tam na Parhoferju, ko sem imel cnej, pa kle sem tudi videl, da je malo pod 1 evro. Pa navad grem kar na Petrol, pa na tankam. Vem, da je prišlo do nekega znižanja cen na trgu, ampak o ceni se pa nisem pozanimal. Ko rabim gorivo, pa pridem. Ja, po mojem je bilo smiselno, ja, ker bi pač lahko videl, recimo, kje je najbolj ugodno in se posledično odločil, kam bi šel tankat. Ne, se ne pozanimam. Pozanimo se, ja. Ampak ne naredi pa bistvene spremembe to, ne. Ne, v bistvu ne. Vedela sem, da je nižja kot 1 evro. Nisem pa vedela točno koliko, no. Grem sam tankat takrat, ko grem in pumpe, pa slučajno rabim, tako da ne spremljam tega. Mislim, ne vem, jaz tankam skozi na istih lejal. Klele si tankam ali pa preden gremo doma, grem na svojo tančotbal, pa to je to. Ne uporabljam jaz aplikacij, ker je brezsmiselno, ker ne bom se jaz vozil ne vem koliko kilometrov tankat. Naglih na tisto črpalko, pač moraš tanke je. Trenutno sicer še ni prišlo do kakšnih hudih sprememb, glede na to spremembe v regulaciji, no, ampak se kar držijo cene, tako da zaenkrat še nimam, da bi za vsako pumpo šel preverjati, koliko so kakšne cene, no, ampak bomo pa videli, kako bo v prihodnosti, ne. Stanje na začetku tega tedna je takšno, cene 95-oktanskega bencina in dizla se izven avtocestnega omrežja razlikujejo zgolj glede na ponudnika. Največja razlika med njimi pa pri obeh gorivih znaša 3 cente na liter. Najpomembnejša ugotovitev je, da so se cene spustile pod mejo 1 evra. Za liter dizla je treba odšteti približno 99 centov, za liter dizla pa 95. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zaenkrat ocenjujejo, da se ni zgodilo nič nepričakovanega in usodnega, kot je bilo morebiti predstavljeno ob vladni odločitvi. Franc Stanonik, vodja sektorja za domače storitve. Se pravi, za ta mesec lahko rečemo, da se je dogodilo tisto, kar smo mi na nek način tudi pričakovali. Se pravi, cene so se zlagoma, postopoma, ne kar naenkrat, kot je bil morebiti neupravičen strah potrošnikov, začele razlikovati, diferencirati po posameznih bencinskih črpalkah, ne samo tako, kot je bilo prej na avtocestnem križu in pa na ostalih, ampak so se zdaj po naših informacijah cene spreminjajo oziroma so spremenjene različne na različnih območjih države, na različnih bencinskih črpalkah, odvisno od ponudnika, od trgovca. Nič dramatičnega ni tudi med cilji in razlogi, ki so bili postavljeni že v preteklih mandatih, tako da ta odločitev predstavlja le zadnji korak liberalizacije cen, dodaja Franc Stanonik. To je bil pač eden od razlogov, se pravi, nadaljevali smo politiko predhodnih vlad. Drugi vsebinski razlog je bil pa ta, da se je vlada odločila, da po 20 letih, bom rekel, izrednega ukrepa določanja cen naftnih derivatov, to ni več potrebno. Konec koncev vendarle živimo v času svobodne gospodarske pobude in v ta prostor je vlada 20 let posegala z izrednim ukrepom določitve cen naftnih derivatov, kar za nek prosti trg ni popolnoma normalno stanje
S odločitvijo o liberalizaciji cen je vlada odločila, da ta interventni ukrep ni več potreben. Predvsem pa zato, da se s časoma dolgoročno tudi na slovenskem trgu naftnih derivatov vzpostavi nek normalno delujoč trg, ki bo omogočal konkurenco med posameznimi ponudniki in pa da imajo tudi potrošniki na voljo izbiro. Če je za potrošnike večja možnost izbire praviloma dobrodošla, bodo za državni proračun posledice negativne. Čeprav je dolgoročno dogajanje na trgu težko napovedati, se čez 5 let predvideva izpad trošarin v višini 13 milijonov evrov na letni ravni. Tretji dejavnik pri napovedih pa so gospodarstvo in naftni distributerji. Cene naftnih derivatov imajo vsekakor velik vpliv na storitveni sektor, a občutnih pretresov in sprememb tu ni pričakovati, drugače bo s ponudniki samimi. Dolgoročno pa država kljub vsemu pričakuje, kot sem že omenil, da se bo na trgu naftne distribucije v Sloveniji pojavil še kakšen od naftnih distributerjev, saj je vlada pravila ukrep, ki je bil v bistvu največja ovira za vstop na trg. To so bile določene marže, mimo česar nek distributer težko vstopa na trg. Ne. Prihod dodatnih ponudnikov je le eden od možnih scenarijev. Max Tajnikar, profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti in nekdani minister za gospodarstvo, sicer enako komentira dogajanje v prvem mesecu, so pa njegove dolgoročne napovedi povsem nasprotne. Zagotovo recimo je zelo pomembno, da je mreža bencinskih črpalk po Sloveniji zelo razpršena, tu ni velikih rezerv. Zelo pogosto se govori, kako bodo vstopili novi igralci recimo na slovenski trg naftnih derivatov, ampak ti novi igralci pravzaprav nimajo kam stopiti, ker tako rekoč bencinsko črpalko imamo v vsaki vasi. In te bencinske črpalke so v 60% v lasti Petrola in seveda OMV-ja. Po številu bencinskih servisov je Slovenija z 276 servisi na milijon prebivalcev močno nad povprečjem Evropske unije, ki znaša 226 črpalk. Omenjena največja akterja pa imata približno 75% tržni delež. Ob tem velika večina odpade na Petrol, zato Tajnikar opozarja celo na monopolno strukturo. Če vi opazujete, kako se naftni trg ali pa trg naftnih derivatov v Sloveniji obnaša, boste videli, da se obnaša na način, kakršen nastane, kadar ponujajo monopolisti. Če hoče Petrol prodati več, mora vseeno znižati ceno. Niso Petrolovi stroški tisti, ki ustavljajo ponudbo, ampak v bistvu trg. Če pa imate monopolno strukturo, potem pa je zelo razumljivo, da morate imeti dve stvari, ki sta lahko alternativni. Eno je, Petrol mora biti državn, pa potem preko upravljanja in vodenja Petrola pazi, da ne prihaja do realizacije teh monopolnih dobičkov, ali pa imate nadzorovane cene. A trenutna situacija gre s povečevanjem vloge privatnega kapitala v Petrolu in sproščanja cen seveda ravno v drugo smer. Ukrep naj bi torej v prvi vrsti koristil predvsem trgovcem. Ta ukrep sproščanja cen ni zrastel na zelniku potrošnikov. Nismo se tisti, ki hodi bodo bencinske črpalke zmislili, fino bi bilo, da bi bile sproščene cene. Ne. To je ukrep, ki so se ga zmislili ponudniki, proizvajalci, zlasti verjetno največji igralec Petrol. In ta je verjetno že leta in leta pritiskal pravzaprav, kot tudi pravzaprav vemo, na državo, da bi sproščala te cene. No, v takih razmerah je razumljivo, da lahko kvečemo v prihodnjih letih pričakujemo, da se bodo te marže na nafto povečale, da se bo cene pravzaprav povečale. Če država z davčnim sistemom ne bo odreagirala, bodo cene šle zagotovo navzgor. Informacije o aktualnih cenah so dostopne na spletni aplikaciji goriva.si. Na enakih podatkih temeljijo tudi mobilne aplikacije drugih razvijalcev, kot sta AMZS in Gorenc. Franc Stanonik z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gre za to, da so naftni distributerji, se pravi trgovci, dolžni poročati ministrstvu vsako spremembo cene, tudi tisto, ki jo predvidevajo v nekem krajšem obdobju. Se pravi, najkasneje uro pred spremembo mora biti ta sprememba javljena in tudi objavljena na spletni strani. Začne pa veljati od ure, ki je določena. Spletna stran je o prelomu septembra v oktober razumljivo beležila izjemno velik obisk. Dan pred liberalizacijo cen
je število uporabnikov preseglo 106 tisoč. V prihodnje bo uporaba poleg razlik v ceni odvisna predvsem od posameznikov in njihovih reakcij na informacijsko preobremenjenost, na katero opozarja profesor Max Steinikar. Jaz se skoraj da upam napovedati, da bodo takšne negotove razmere pravzaprav povzročile, da bodo kupci na cene še manj reagirali, kakor so reagirali do sedaj. Kupci pravzaprav v Sloveniji ne reagirajo prav veliko, če pogledate, kaj se dogaja na tem trgu, na spremembe cen, zlasti če so te spremembe majhne. Poleg časovnih lahko pride tudi do regionalnih razlik v ceni. Je mogoče, da bi praktično enako gorivo v Prekmurju stalo manj kot denimo ob italijanski meji? Je možno, zato ker preprosto bo vpliv tudi od zunaj, to, kar se bo dogajalo na italijanskem trgu, na avstrijskem trgu, mogoče mađarskem trgu, bo vplivalo tudi na te obmejne cene. Zagotovo bodo se cene diferencirale glede na to, kje je monopolna moč ponudnikov največja. To se je pokazalo že na avtocestah, recimo. In jaz mislim, da je na nek način tak ukrep, ko ga imamo zdaj nekako za časom, zastarel. Nekaj, kjer se pričakuje, da bomo iz konkurenco dosegli nekaj, kar se ne dosega, ker smo pozabili, da so necenovne oblike konkurence danes temeljne oblike konkurence, pa smo jih imeli in jih še imamo v tem sektorju. In da je to trg, ki verjetno je v svoji zrelosti že zdavnaj in ki upada. Čeprav država ne bo več kontrolirala cen naftnih derivatov, obstaja varovalka v obliki začasnega, praviloma enoletnega ukrepa ponovnega nadzora. Če bi se na trgu pojavile kakšne velike anomalije, bi se vlada torej lahko odločila za ponovno regulacijo cen. V tem primeru naj posebej izpostavim kršenje recimo konkurenčne zakonodaje, če bi se trgovci z naftnimi artikli med seboj recimo dogovarjali o cenah in če bi to Agencija za varstvo konkurence na nek način ugotovila, potem je seveda na podlagi ugotovitev agencije vlada lahko sproži postopek vnovične regulacije, s tem, da mora v tem obdobju potem tudi narediti vse, da se ti ukrepi odpravijo. Vsekakor je treba imeti v mislih, da je bil prav tak ukrep kljub svoji začasni in interventni naravi pri nas v veljavi več kot 20 leti. Po dobrem mesecu njegove odsotnosti, bolj ali manj pričakovano, vihar torej ostaja le v kozarcu vode, koliko pa na velikost kozarca vpliva ta epidemija in količina pretečenega časa, zaenkrat še ne vemo.